Slovenija je pač športni narod. Nimamo pa športne serije in to je v enem momentu sem tako, mogoče moram pa jaz to narediti. 20 let nazaj smo bili 64 na svetu, praktično nismo obstajali v odbojki in zdaj imamo medaljo. Ne? In tam je rata zelo zabavno. Itak ne bi smeli sploh snemati, ampak smo Balkanci in smo najdeli luknjo in prišli not in snemali. Fajn je, če hitro ugotoviš v življenju, da sam ne moreš nič narediti. V enem momentu moraš pač, zdaj pa jaz rabim ljudi. Njegova zgodba življenjska je neverjetna. Ne? V bistvu je film že narejen. Zdaj sam ne smeš zajebati. Sem rekel, da lahko imaš zdaj čas par let, da natreniraš igro, ali bomo pa mogli najdeti igralca, ko natreniral boks. Dve opcije sta. Ker ni sam film, ampak sprož debato v družbi. Na podlagi njegovih filmov so se spreminjali zakonodaje v Angliji. To je zame noro. A zdaj smo prišli do najboljšega filma? Ja, če že moram, ampak to disclaimer je, da mi roko zvijaš, da moram izpostaviti tega enega. Pozdravljeni v novi epizodi podcasta Bika za roge, kjer ponovno odgovarjam na vprašanje, kater film je najboljši vseh časov. In tokrat bo na to vprašanje odgovarjal Gašper Pavli. Živijo, Gašper. Živijo, Martin. Gašper, ti si bivši profesionalni tenisač, ki je na ATP lestvici celo dosegel 1 točko. Ja, to sem ti povedal minuto nazaj. Ja, zelo zanimiv podatek, impresiven, mogoče najbolj od vsega tega. Potem kreativni direktor si zdaj trenutno na Sport Media Focus, med drugim pa tudi filmski režiser. V naše dnevne sobe si pripeljal serijo Bratje z igrišča, zgodba o slovenskih odbojkarjih. Potem je tukaj 13. runda, kratki film o Dejanu Zavcu. In pa mogoče manj znana zadeva, ampak je videospot za Senido. Potem si podjetnik in investitor. Postavil rezort na Kostariki, na to se še vrneva. No? In pa dolgoletni in ustanovni član Cigar Whisky kluba, moške skupine. Tako da mora biti tudi whisky zraven. Zato imamo tole danes. Na zdravje. Na zdravje. Mogoče, najprej uvodni pozdrav, hvala Martin za vabilo. In mogoče sem na to zadnje najbolj ponosen, na zadnji dosežek, zato ker to druženje je pol vedno balans vsemu temu prej, pa to, kaj vse delamo, ampak na koncu je čas si vzeti to, ki si ga mi parkrat na leto, je priceless. Ne? Tako. Enako tudi z moje strani. No. Zdaj pa hresnim zadevam. Jaz se spomnim, da sva enkrat se o tem že pogovarjala, da najboljši rezultat še ne pomeni najboljšo zgodbo. Ja, res je, smo se pogovarjali, kam namiguješ? Ja, v bistvu tukaj me zanima to, kako ti to vidiš, oziroma zakaj je temu tako? Kaj naredi dobro zgodbo, če ne rezultat? Zdaj odgovarjam kot mogoče kreativni direktor v športno-marketinški agenciji, kjer je rezultat alfa in omega. Če je športnik uspešen, je super, če je klub uspešen, so polne dvorane, če je reprezentanca uspešna, se prodajo dresi in tako naprej. Tako da tretiramo ta uspeh v športu sploh ni zdaj, a si dober, a nisi dober, je zelo enostavno odgovor. Če zmagaš, si dober, če zgubiš, nisi dober. Zdaj, kar se pa zgodbe tiče, je pa vsem tukaj definitivno več prostora. Lahko narediš zgodbo iz poraza, lahko je zgodba iz poraza veliko bolj dramatična, kot je iz zmage, lahko je zgodba, kako sploh prideš do tiste končne zmage, veliko bolj zanimiva, kot pač pol tista končna zmaga. In tudi povezovanje ljudi z neuspehom je v bistvu veliko lažje kot z uspehom. Ne? Mi smo
imamo veliko več neuspehov v življenju kot uspehov. Čeprav se marsikdo rad pohvali z uspehi in ne z neuspehi, ampak se pa definitivno, ali zdaj gledalec nečesa, ali navijač nečesa, ali kdorkoli se lažje poveže z glih, mislim, super, prav naslov, moram povedati, je neuspeh prvaka. To je v bistvu ena srbska ekipa dela, oziroma hrvaška, pardon, intervjuje z zelo uspešnimi športniki, kot so prejšnji teden Zlatan Ibrahimović, bo zdaj prišlo ven, Novak Djokovic, Luka Modrić, mogoče bolj iz te balkanske regije, ampak naslov že sam, neuspeh prvaka, je super. Sicer je ne v oklepajih, ampak ko poslušaš te zgodbe ljudi, ki so uspešni, je vedno zanimiva zgodba, kako so do tega prišli. Ja, jaz se spomnim filma The Other Dream Team. A si že kdaj slišal za ta film, ki govori o litvanski košarkarski reprezentanci, ki ni zmagala na koncu. Tudi takrat se spomnim leta 92, ne vem, nismo nekaj posebej, se ni govorili veliko o litvanski reprezentanci, nekaj se špekulirali, da mogoče oni lahko kaj konkurirajo Dream Teamu, ampak ni bilo šans. Mislim, da so jih povozili za 40 pik ali še več, 40 plus pik. Ampak je bilo tukaj zanimivo to, da v tem filmu, to se zelo dobro vidi, da je njihova zmaga, njihova zlata medalja je bila v bistvu bronasta. Ker so premagali Ruse. Ker so se pa oni ravno takrat, mislim, da eno leto prej, da so se odcepili od Rusije. Še kar... Takih zgodb je res, mislim, zdaj moram omeniti takoj, ker si rekel bronasta medalja, pa upam, da se prav spomnim Petra Majdič. Bronasta medalja, Vancouver 20. Ona bi mogla zmagati, vse ostalo je, vse tisti nadvladi, ki jo je imela, ampak na kakšen način je prišla do tega, vsi vemo, to je zgodba, ki bo za vse večne čase inspiracija za vse možne ljudi. Pa je v bistvu rezultatsko bil neuspeh. Ja. Tvoj začetek, ti si, se pravi, zdaj bom šel čist nazaj, se pravi, ti si začel kot tenisač, potem si šel v Sports Media Focus. Kje pa je tvoj začetek režijski? A je to videospot za Senido? Ali si že prej kaj delal? Moj začetek z nekim izdelkom, ki bi lahko rekel, na to sem pa res kot režiser ponosen, mogoče je bil prvi celo dokumentarni film o Mimi Avševec, ki je v bistvu nastal zelo naključno. Meni kot tenisaču je pač to, da imamo mi Grand Slam zmagovalko v Sloveniji, pa to marsikdo ne ve, pa kdo šplima tenis, vem, koliko smo svetlobna leta oddaljeni zdaj, pa vprašanje, če sploh kdaj bomo imeli, upam, da ja. In ko sem bil še v tenis zelo upleten, tudi poslovno, kasneje po karieri z Blažem Kavčičem, pa s Teniško zvezo, pa s projekti, pa s sponzorji, Zavarovalnica Tilija, ki je takrat delala ogromne aktivnosti, sem privlekel na dan to idejo, da imamo to malo obelodant, to zmago. Mi imamo Grand Slam zmagovalko. In sem mimo poklical, jo srečal, sva se pogovarjala, tako je jela in sem rekel, lahko naredimo samo, research, najdemo tiste posnetke, ko si ti dvigala roke v Parizu, pa da to pač v nekem 3-5 minutnem videu damo vedeti. In je ona rekla, ja. In potem, ko začneš, veš kako je, ko začneš delati research, pa vidiš, pa še to je bilo, pa se ona je še Wimbledon finale igrala. In ko iščeš tisti posnetek, najdeš ogromen drugih posnetkov in kar naenkrat je nastal dejansko blitzkrieg poluren dokumentarni film o tem. In noter nastopajo Billie Jean King in podobne legende teniške, Martina Navratilova, veš, to je pa kar šlo. Tako da takrat v bistvu to je bil mogoče prvi izdelek. Medtem ko vseb, pa to nosim že v bistvu po moje tam nekje, ko sem šel študirati v London pred 20-ih, sem si kupil fotoaparat in začel fotografirati manično po ulicah Londona. Tako da ta fotografija me je
me je totalno prevzela, naredila sem tudi eno razstavo takrat. Predvsem pa ena moja prijateljica je študirala film, medtem ko sem jaz študiral športni menedžment pa marketing. In sem bil vedno malo favštko. Jaz nekaj študiram, to kao me zanima, ampak v resnici jaz bi mogel to, mi smo se mogli učiti nekaj, ona je mogla pa film posneti. In sem jim tudi tako, pač smo se pol družili, pa malo sem igral v njenem filmu, pa še jaz malo to tako. Tako da tam me je zelo od nekdaj, no. Se pravi, to je zdaj že 20 in več let nazaj. Ja. Ampak ok, mogoče tam ima, da je bila mogoče prva vstopna točka, to je pa bilo 10 let nazaj, po mojem. Pa tle si to eno nagrado dobo, ne, če se spomnim. Ja, res je, ja. Sicer majhen festival v Srbiji so pač nagradili kot najboljši dokumentarni športni film. Mislim, festival o športnem filmu je bil in neko nagrado. Pozabil sem v kateri kategoriji. Ampak ja, bilo je noro pač tisto. Ja. Predvsem kako je nastal, to ni bilo plana, ni bilo scenarija, ni bilo budžeta, nič. To mi smo pač sam delali. Na srečo je bil tukaj in mi se moramo omeniti Marko Šalamun, s katerim smo takrat ustvarjali te stvari, 2 smo naredila vse to. Ni bilo niti tretjega, samo 2 smo naredila to. Tako da ja, bilo zelo zanimivo. Super. Se pravi, ja, dokumentarc o Mimi Javševec, videospot za Senidah, ki je bil, kdaj je bil to predvajan? To je bilo pa v bistvu spet povezava s športom, tako kot vse moje stvari praktično je ni, ki ne bi bila s športom povezana, karkoli ustvarjam. Je bilo 2022 Evropsko prvenstvo v rokometu za ženske. To je bil nek povod, v bistvu vzpodbuda, ker pač ideja pred tem je bila, mi rabimo, to je Evropsko prvenstvo v rokometu za ženske, mi rabimo ambasadorko, ki bo to malo naznalna in dala težo v bistvu temu ženskemu športu, ki je v razvoju kot ženski šport kot tak, ker moški šport vedno ima pač nek privilegij. In na srečo je pač Senida to videla in smo se pač dogovorili, da bo ambasadorka, da bo malo podprla, da bo prišla malo igralke, obiskati malo social media, itak je figura, kakšen PR članek. In da tudi naredi official song. In potem v bistvu je to vodil do spota, ki je pač imel to noto ženskosti in women empowerment, ne, se pravi polnomočenje žensk, ki je bil nek usporedni message celega tega Evropskega prvenstva. In tiste je bil pa v bistvu že zelo velik izziv, ker pač ne govorimo pa velik doseg, ne? Mislim, ja, pa predvsem izziv zame v smislu odgovornost, govorimo o balkanski Madoni, ne? Mislim, pač pop ikona. In tukaj ne moreš zdaj kar nekaj na pol narediti. Tako da je bil velik pritisk in v bistvu zelo velik izziv zame kot režiser, da smo to speljali. Okay. In potem je pa prišel ta dokumentarc o odbojkarjih. Kako je nastal ta film? Oziroma ta serija? Ja, serija. V bistvu je usporedno, predtem je prišel kratek film, v bistvu produkcija pa snemanje o Dejanu Zavcu, ampak potem pa usporedno nekako se je začela ta ideja za odbojkarji. Zelo zanimiv nastanek oziroma začetek je spet povezan z mojo športno preteklostjo, fascinacijo nad filmi, nad serijami in v enem momentu ugotovitev, da mi nimamo športne serije v Sloveniji. Ne? Imamo vse, kar se športa tiče, uspehe, fascinacijo, dogodke, nori smo, kolesarimo, laufamo, ni da ni, skačemo na smučeh. Imamo največ medalj na prebivalca. Blazno smo ponosni, pa vsi nas poznajo potem, pa tokrat poudarjamo. Skratka, ni zdaj tukaj, da Slovenija je pač športni narod. Nimamo pa športne serije in to je v enem momentu se bo tako, mogoče moram pa jaz to narediti, ne. Zakaj pa ne? In pol iz česa, kako? Ne? In pol pač seveda je zdaj to malo se upadalo. Od 2019, ko je bil Eurovoli, mislim, da smo organizirali v agenciji ta dogodek, ki je bil za odbojko takrat blazno velik. Odbojkarji so bili takrat že uspešni, imeli so že 2 medalje iz evropskih prvenstev, ali celo 3. Organizirali smo Eurovoli, bili smo v odbojki, ne? In bili so uspešni še naprej.
bližale so se olimpijske igre v Parizu, kjer smo rekli, pač, da oni bodo dobili medaljo. To je bilo leto 2023, ne, eno leto pred olimpijskimi igrami. Kandidati bodo za medaljo. Ne. In tako pač smo pristopili malo do zveze, malo do Telekoma kot sponzorja, da bi to malo financirali. In sem naletel na Alena Đorđevića, ki je v usporednem svetu že delal to, kar sem jaz. In je tako pač prva reakcija bila, kako zdaj, če sem to jaz se spomnil. Ne. In on je pa že snemal, ker je isto idejo imel. On ima sicer razdeljena ideja, da bo to serija, on je sam rekel, jaz bom to pač snemal in nekaj bom naredil. Ne. In pa sva združila moči, kar je bilo ogromen izzivov in začela to delati. Ja. Super. Ne, res, čudovita zgodba. Ja. Ampak se pravi, kako se je to potem nadaljevalo? Se pravi, vsi igralci so bili vključeni v to zgodbo. Ne? Tudi neki ste pravice razdelili med igralce. Ja, ta zanimiv moment, ja, da v bistvu smo igralce postavili nekako itak, ko delaš serijo o športnikih ali pa v komorkoli, nekako oni morajo imeti na koncu tisto požegen. Ne? Aha, to je ok, se itak ne može dati ven. Tako da hitro smo v bistvu Alen začel urejati te neke pogodbe, dogovore, mi bomo snemali, ampak samo če se boste uvrstili na olimpijske igre, bomo to dali ven in pač vi boste tako. In tudi vi ste 50% lastnik tega, v smislu 50% pravic vi zadržite. Se pravi, če bo to zdaj hit, če boste vi osvojili medaljo in bo Netflix to kupil in kar nekrat bo cel svet gledal, kako je Slovenija prišla iz 20 let nazaj, smo bili 64 na svetu, praktično nismo obstajali v odbojki in zdaj imamo medaljo. Ne. To je bila nekak želja in ideja. Skratka, da potem pač je to vaša stvar tudi, ne, in ni, da zdaj mi samo hočemo izkoristiti. Tako da ja, to je bil za moment pravice, je bilo pa tako, ja, to kar veš in kar si me zdaj vprašal, je bilo pač, vse je bilo sklirano, nekak producent v bistvu, se pravi, glavni koproducent te serije je bila Svetovna odbojkarska zveza, ona je tudi v bistvu največ financirala in tudi podprla organizacijsko in vse. Ampak, ko so pa enkrat prišli v Pariz na olimpijske igre, je pa druga pesem, ne, naletiš na IOC, se pravi Mednarodni olimpijski komite, blazno zaprt, ne, na najbolj zaščitenih pravic v svetu športne industrije so pravice povezane z olimpijskimi igrami in tam je rata zelo zabavno. Itak ne bi smeli sploh snemati, ampak smo Balkanci in smo najdeli luknjo in prišli not in snemali, tako da materiale smo imeli, vedeli smo pa, da bo to zelo težko sklirati. Mi smo zmontirali, govorimo o zadnjem 6. delu, zdaj konkretno, ne. To je serija o 6 delih. Če zdaj se malo vrnem nazaj zelo na kratko, ki govori o tem 20-letnem vzponu. Se pravi, mi govorimo o parih fantih, ki so 20 let nazaj začeli igrati za reprezentanco Slovenije in bili 64 na svetu. In te isti fantje so bili lansko leto drugi na svetu, ne, ko so prišli v Pariz na olimpijske igre. Se pravi, samo za Poljsko in glavni kandidati za medaljo. Tako da o tem govori zgodba. Ne. In ja, konča se v Parizu, na olimpijskih igrah, boj za medaljo, mi imamo vse to posneto, nesrečen poraz s Poljsko v četrtfinalu, medalje ni. Ampak posnetkov pa niste mogli uporabiti. Ne. Samo kaj pa te backstage? Vse to, mi lahko bi uporabili posnetke z igrišča, če jih kupaš. In tudi načeloma pač smo bili dogovorjeni, da jih odkupimo določen del, zato da pokažemo te tekme. Problem behind the scenes, kar smo si pa najbolj želeli, in tukaj imamo v bistvu največjo zgodbo, ker pač imaš garderobo, imaš Tonček Štern si zlomi prst in imaš v medical roomu posnetek, kako mu ga medtem, ko fantje igrajo, zravnajo in on gre nazaj igrati, imaš solze po porazu s Poljsko, imaš tist, kar res zadane v srce v dobri montaži in tega ne smeš uporabiti per se, sploh, ni zdaj vprašanje denarja. Ampak to je pač, ne smeš uporabiti. Tako da mi smo pač zmontirali to šesto epizodo s temi materiali, potem se pa mesece in mesece trudili prijeti do dovoljenja, pa nismo. No, tako da pač je šla pol šesta z nekim nadomestkom risb.
za tiste kadre, kar je pač velika bolečina za ustvarjalca z Alenom, ker pač nismo mogla zgodbo povedati do konca. Ne? Ja. Ker to je grozen, ki ti en reče, ne, tega pa ne smeš povedati. Ja. Ne, ampak serija je posneta, ena slovenska pravljica je bila na nek način dokumentirana, ne, in se mi zdi super. Ne. Zdaj greva na tvoj naslednji projekt. Zdaj, po 13. rundi, ne, si se lotil celovečerca o Dejanu Zavcu. Ja. Kaj od Dejanovi zgodbi te je navdihnil, da si rekel, da se boš lotil tega projekta? Začnem kar na mojem prvem srečanju z Dejanom Zavcem. To je bilo leta 2010, Stožice so se odprle. Predtem je bila ena košarkarska tekma Avstralija-Slovenija kot prvi dogodek v Stožicah. Takoj zatem pa Dejan borba za ubranitev naslova svetovnega prvaka z Poljakom, Jackiewicz, se mi zdi. Ne? In jaz takrat sem že delal za Sport Media Focus, mi smo delali z Dejanom kot agencija, skrbeli za njegov brand, podobo, trženje, PR, komunikacija, social medije so se takrat začenjali. Tako mi smo z njim sodelovali, ampak jaz nisem imel stika neposrednega, na kar sem pač prišel na to borbo. In bil v Stožicah ob tem ringu. In ko je to tistih 10.000 noben ni vedel ljudi, takrat vse luči so se ugašale, snop luči na ring boksarski, vsi se začnejo dreti, onadva se začneta boksati in švic in kri leti v soju luči in mislim, to jaz nisem mogel sploh sprocesirati vsega tistega, koliko je to močno, boks kot tak, mislim, neverjetno. No. Tako da tista začetna fascinacija je bila takrat. Takrat sem pač začel s takimi očmi gledati boks in Dejana. Na kar sva se skozi leta spoprijateljila, zbližala in v enem momentu je ta moja notranja želja, ki sem prej rekel, pač, da me od nekdaj spremlja in zdaj sem jo začel na površje dajati, da bi pač tudi enkrat naredil film. Vsak mora enkrat narediti film v življenju, mislim, to se hecam, ampak in valjda, zdaj pa učem, ne? Kaj si jim zmislil ali kako sploh se začeti tega. Ne? No in pa sem povezal to dvoje, ne? Začel malo se upadati v nekem momentu, ko sem že delal te projekte, ki smo jih naštevala, ali pa saj sanjal o projektih, sem bil tako pismo. Tole, kar mi je Dejan Zanč samo omenil, oziroma knjiga od Esada Babačiča, Trdobojec, sem zdaj, pismo, on ima pa res posebno zgodbo za sabo in zdaj ga poznam kot človeka. Kako je on prišel do tega, da je tak človek, glede na to, kakšno zgodbo imel. In sem ga enkrat to izval in mi je zelo odprto vse povedal. Pa sem pa ga prosil, da lahko enkrat pridem do tebe na Ptuj, pa mi ti to poveš, jaz pa začnem snemati. In je mi zaupal zelo osebne in boleče stvari, brez kakršnega koli NDA. Cenzure. Jaz bi ti sploh nisem objavil, ampak imela sva to zaupanje in ta odnos in jaz nisem mogel spati, sem prišel domov. Glede na to, kaj vse mi je on povedal. Tako da njegova zgodba življenjska je neverjetna. Ne? V bistvu je film že narejen. Zdaj sam ne smeš zajebati. ni tako res je, mislim, totalna inspiracija njegovo življenje. In še to, da je pol bil pa še svetovni boksarski prvak, in vse, kar se mu je zgodilo vmes, noro. Tako da res zelo enostavna odločitev. In ja, zdaj smo tukaj. Zdaj delamo. Martin Horvat piše scenarij, pogodba je podpisana. 2 dni nazaj smo imeli super večer z piljenjem te zgodbe in kar je najbolj noro, da Aleš Pavlin, trenutno najbolj vroč producent filmski v Sloveniji, s tem Belo se pere na 90, no, in njegovo 30-letno kariero v temu, je enako navdušen kot jaz. In to me je v bistvu navdal z totalnim optimizmom in predvsem zagonom, da bomo pa to res naredili. Ne? Ker v enem momentu sem pač dal Dejanu roko, Dejan, pač midva bova ta film posnela. In to je največja obveza. Ne? Jaz ne morem od tega odstopiti. Mene lahko mine, ampak jaz sem Dejanu rekel,
Tako da to bomo naredili. Ja. Okay. Kako boš najdel igralca za Dejan? Mogoče vprašanje za Aleša zdaj, po ta novem. Ampak ja, zdaj smo imeli po tem kratkem filmu eno debato, sem rekel, da lahko imaš zdaj čas par let, da natreniraš igro, ali bomo pa mogli najti igralca, ko natreniral boks. Dve opcije sta. Tako da njega je zelo zanimalo to, ampak ja, jaz mislim, da Aleš, ko smo se pelali iz Beograda, smo imeli premiero tega kratkega filma o Beogradu. Par mesecev nazaj smo se pelali iz Beograda in je rekel Aleš, da po moje v Srbiji bo to dosti enostavno najdeti, ker imajo kar bazen nekih igralcev, ki imajo, ker pač mora biti boksar. Mislim, to mene kot športnika najbolj boli, ko vidim film o tenisu, pa tam en udar žogca, pa te ne mi, veš. Ker ne verjameš, ne? Ja, ne verjameš, ne moreš, tako da ja. Ampak ja, zgubi verodostojnost, ne pa vse. Ene stvari bi se rad dotaknil, no, s tabo. Jaz, tako kot te poznam, si zelo ciljno usmerjen človek. Ne. Ti, ko si zadaš nek cilj, ti speleš to do konca. Ne. In verjamem, da bo tako tudi pri filmu o Dejanu Zavcu. Kaj je tvoj recept? Kakšen je tvoj ta? Kako ti to uspe? No? Tako. Po moje to mislim, mimo vzgoje ne moramo, ne. Nisem, da sem tak, ki sem, verjeten vplivajo leta, zdaj, ko imam sina, je star 2 let, se tega še bolj zavedam, verjeten se je to dogajalo že takrat, ne. Pač, jaz nisem vedel zase, pa se je star 3, pa 4, pa 5, pa 7, ne. Pa začne to, in zdaj si oslah rečem, ja zato, ker jaz sem tak, ampak ok, se pravi, sigurno je to en del, pač družina, iz kje izhajam, to mislim, da so vzorci jasni in sem ponosen na to. Ja, to imam rad in to me tudi blazno bremeni, če ni temu tako. To v bistvu ne prenašam, meni je to v bistvu edina stvar, mogoče, ki me iz te razprave to, da se nekaj reče, da se ne naredi, pa se pa ne naredi. To je tako. Če smo rekli, smo rekli. Meni je to osnova vsega. Ne. Lahko si študiozen, lahko si ekspert, lahko si vse, ampak to je, se mi zdi, tisti higienski minimum. Če se gremo neki, se gremo. In ja, zdaj meni osebno, da pa vsem povem, to je pa tako. Ok, jaz sem si tudi zadal po študiju, spet en izmed ciljev, da bom doktorat naredil in sem ga naredil. Pa pač v bistvu ni nobenega vzgiba bilo, niti ne sledim akademski karieri, ampak želel sem si narediti pač še ta step, da pač kar se tiče izobrazbe, sem naredil vse, kar lahko. In tudi v bistvu zadovoljil, ker ja, vse to je tist, ne. Jaz imam sebe tretiran kot tako, imaš 2 pola, imaš analitičen pa kreativen ali pa desno pa levo polovico možganov, kakorkoli, ne. Jaz sem dejansko, ko pogledam pač sebe kot človek, sem pol. Matematik vedno bil v šoli, analitičen doktorat, rad razmišljam tako, pišem vse. Na drugi strani totalno kreativen. In to dvoje združiš lahko v to, ne? Ker ti imaš, lahko si blazno ustvarjalen, ampak te pol odnese. Ne? In pač ne končaš stvari, ker itak si ustvarjalen. Ne? Lahko si zelo analitičen, ampak ti manjka pol zanimivih projektov, ki bi jih naredil. Ne? Pač si pol samo tam nekaj delaš. Jaz združujem v bistvu te 2 pola in jih tudi hranim zelo načrtno, v smislu ohranjam obe strani, če veš, kaj mislim. No. Ja. V bistvu tako, ne, zdaj le poslušam, to je, veš, včasih imamo nature versus nurture. Narava proti vzgoji, oziroma okolju, tle v boju, v bistvu, ne, si zdaj omenil. Eno je tvoja narava, eno je pa okolje, v katerem si odrastel. Oboje to te pripeljalo v to situacijo. Kaj pa tvoj kreativni proces? Kako poteka tvoj kreativni proces? To je, mislim, ti zanč omenil tole knjigo, ki jo zdaj berem, je fascinantna. No. Je od Ricka Rubina, Creative Act, The Way of Being.
In me blazno zadovoljuje, zato ker je tako. Pa to bi jaz isto napisal. Pa Evi isto rečem. Evo, lej, a sem ti rekel zanč, lej, tudi on tako misli. Res je, mislim, ker najdeš nekoga, pa je tako on, mislim, jaz ne bom 1% naredil v lifeu tistega, kar je on naredil. Ampak tako razmišljanje, ja, veš, in si pol tako, ok, pa moram sem še naprej delati, kot delam, ker je res, to ni šole za to, ne moreš iti študirati zdaj, kaj boš šel študirati, kako biti kreativen, težko, ne, to nekako. In on, kar mene, v bistvu, kjer se jaz najdem, je v bistvu ta odprtost, v bistvu do vsega, ne, biti v bistvu tudi za signale, ker mi smo vsi kreativni, se ni zdaj enje bolj, enje manj, gre samo za to, koliko si ti dovoliš, da pridejo do tebe razni signali. Ne vem, koliko je pa tamle fajn svetloba. Mislim, karkoli, v bistvu, da si ti odprt, da srkaš. Ne. To je ta, za moje pojme, osnova vsega, osnova kreativnosti. Potem pa kaj zdaj s tem delati, kjer v smer obračati stvari interesov, pa večna debata z mojo Evo, a je inspiracija pride, ne? Pač se dobimo in čakava, da pride in ko prišla bova nekaj naredila, ne? Ali je ali jo narediš. Ali je drgnjenje komolcev in veš, hard work, da pride pol, pridem, pa v bistvu si jo ti najdu, ne? Tako da jaz sem absolutno na tej strani, glih spet zaradi okolja, športnik, ciljna naravnanost, jaz pač bom najdel pot do tega, da dobiš to inspiracijo, če že tako imenuješ. Potem pa pride ta moment, da pa fajn je, če hitro ugotoviš v življenju, da sam ne moreš nič narediti, da je pač ta ego vedno prisoten in more biti in pač ga hraniti in vse, ampak v enem momentu moraš pač, ok, zdaj pa jaz rabim ljudi, s katerimi bi to naredil, ker jaz ne znam vsega in ustvar to ekipo, kar je pa spet čisti management, ne? To je pa umetnost vodenja, kar sem spet po izobrazbi, v principu. Menedžiranje interesov, ne? V bistvu si velikrat si verjetno v enakovredni enakovrednem položaju. Najdeti ljudi z skupnim interesom. To je, a veš, imaš idejo, to bi lahko, ok, kdo bo to naredil in zakaj bo to naredil, ne zato, ker si ga ti poklical, pa bo zdaj, on mora imeti interes. In zakaj bi imel ta interes in pol mu tako predstaviti in pol je pač stvar komunikacije in kar je spet v bistvu zelo pomemben za kreativen proces, ne. Vmes, ko si govoril o kreativnem procesu, sem se spomnil na knjigo, ti poznaš knjigo The Art of War od Sun Tzuja? Ne. Ena najbolj citiranih knjig na svetu. Okay. Mislim, da je bil to kitajski general, ne, napisal tako modrosti okay. Vojaške. Noter, take kot vojno se dobi pred bitko. Ne na bojišču. Take stvari. Obstaja pa tudi knjiga War of Art. Okay. ki pa govori o tem, o bitki umetnika v tem svojem kreativnem procesu. Ravno to, kar se vidva z Evo očitno pogovarjata. Ja, pa še ta večna dilema, se pravi artistic purity, ne? Zdaj sem samo umetnik, pa komercialni uspeh. Ne? To je spet večni clash. Boj ali pa umetnost združevanja. Ne? Ja, no, mislim, da je prav Boštjan Virc že tukaj rekel, da je to svet igral filmske industrije. Ali pa kjerkoli. Greva zdaj še drug del tvoje kreative, ta poslovni del bolj, no? Se pravi, rezort na Kostariki. Ne vem, nek občutek imam tle, da gre za podobne principe kreativnosti, ne? Ampak tukaj si imel še en dodaten del. Ne? Ti si mogel najti investitorje, ki si jih dobil v Sloveniji, da so šli pogledati ta plac na Kostariki in danes tam stoji rezort in funkcionira zaposleni ljudje in vse zadeva laufa, goste imate, vse. Wow! Neverjetna zgodba. Ne? Daj, a lahko kaj o tem poveš, kako
Kako je to nastalo? Ja, veš kako je, v bistvu spomnil si me na nekaj, kar bi mogel v prejšnjem vprašanju povedati, ampak pa še tudi sem ne se omejevati, pa samo cenzurirati z idejami. Ja, velikokrat je, sem to ni izvedljivo, kako pa bomo denar dobili za film, kje pa bo to, sam itak bo on rekel ne. Skratka, v tisti fazi začetni, tega ne sme biti. Se vem, da zveni klišejsko, ampak to je ful pomembna stvar. Ne? In pri Kostariki je bila in se mi je to ena izmed zadev, pa tle imam velik disclaimer, ne? To nisem jaz, mi smo 4 v bistvu partnerji oziroma prijatelji, dobri znanci, ki to delamo. Tako da jaz sem samo v tej zgodbi, ko zdaj govorim, eden izmed 4. Lahko pa jo predstavim, ker je vredna zgodbe, ker že govorimo o zgodbah. Pristala sva z Evo na Kostariki leta 2020 kot turista, se zaljubila, šla 2021 za 3 mesece tja, ker je bila korona, bila sva delala v doma, samo da sva dom predstavila tja. Eva ustvarjala, jaz sem bil na računalniku, tako kot bi bil v Ljubljani. In se še bolj zaljubila v Kostariko in predvsem spoznala ljudi. Spoznala družino, spoznala Hektorja, njegovo družino, Brian, in se 2022 spet vrnila. Tokrat za 4 mesece. In to je pelalo do tega, pa se tle pa valjda mogla eno zemljo kupiti, pa postaviti eno hiško, zdaj sva že na pol Kostaričana. In ta sanjarjenja, ki se nam dogaja v življenju, nama se itak to kamorkoli greva, no ampak tokrat je pa stvar dobila epilog. Tisto zemljo smo v bistvu, se zdaj bom itak moram malo fast forward, tisto zemljo smo dejansko pol kupili. Ampak tle 4 prijatelji v bistvu. 4 prijatelji, s tem, da tle je tako spet v bistvu ta isti človek, ki je takrat pred 10 leti sem prišel do njega z idejo, kaj pa če bi naredili film o Mimi Avševec, rabimo sem 10 jurjev, sem toliko, da bomo neki, tist. In to je bil Jaka, ta moj prijatelj, je bil zdaj isti, na katerega sem se obrnil z to idejo, Jaka, tole zemljo moramo kupiti tamle, to moramo. On nikoli ni bil v Kostariki in v bistvu na istmu pivu, kjer sem mu to povedal, on rekel, valjda, dejva skupaj. Ne. Pa so imela 2 to zemljo in pol je spet on v bistvu vodil igro naprej in je najdel še 3. Uroša in potem smo bili 3, ki smo imeli 4000 kvadratov čudovite parcele na karibski obali Kostarike in sanjali o tem, kako bomo mi tam naredili 3 hiške, čeprav smo ugotovili, da nimamo denarja pa cajta. In potem je spet Jaka potegnil asa in je rekel, rabimo arhitekta, tale Rubik se mi zdi dovolj nor, da bi to rekel ja. In tako smo v bistvu v teh parih mesecih, to se je zgodilo tako od junija do oktobra 2023, smo bili 4 gumbci z nekimi idejami in se nismo ustavili. Tle je bil ta proces, ki sem jaz govoril, še zdaj sem krat 4. 4 približno isti tipi na kupu in po je bilo pa rock'n'roll od oktobra 2023 do junija 2025, ko je resort stal. In vmes seveda najdete investitorje, omenil si zanimiv proces, ki ga je vodil Uroš, ampak navdušiti ljudi, ki še tam nikoli niso bili, da bomo mi 4 tam postavili, ne vem kako nam je to ratalo, imeli smo 5 pičev, očitno smo bili res prepričljivi. Veliko ljudi nam je kasneje rekli, da so pač iskrce v očeh in da te to pa vsi smo nekaj že naredili v življenju, no. Nismo zdaj neki sanjači, stari 20 let, ki bomo. Tako da nekako so nam verjeli in evo, redko, kaj si rekel, resort danes stoji. No. In laufa, ne? Koliko je 5 ljudi zaposlenih? Ja, 6 ljudi zaposlenih, 4 mesece operativen, mi smo že čez 100 gostov in reviewji so skoraj perfektni, se pravi 9,9 na Bookingu, 5,0 na Airbnb-u, ne vem kako že gre, v glavnem res noro in tle je v bistvu največji riziko, prvi takoj odziv, kakšnega, ki govoriš, kako pa se vi ste tle, to je 10,000 kilometrov stran, kdo pa tam dela, ne? Kako pa vi to kontrolirate, ampak tle pa ta spet človeški faktor v bistvu Hektorja, ki sem ga omenil, da so ga spoznala 2020 in se povezala z Evo, neverjetno blizu, tako jaz jih smatram kot mojo družino tam
oni naju sprejemajo. In mi smo bili v bistvu to, preden je prišlo do biznisa. Ne? In potem, ko je prišlo do biznisa, je bil ta cilj, pismo njega, moramo pa spraviti iz križarka. On je namreč 25 let delal na Royal Caribbean Cruise, ki je v bistvu najbolj luksuzna križarka, ta veriga. In smo ga prepričali, da je zapustil to zelo dobro plačano službo, ker si je itak malo to želel domov po 25 letih. Tako da je spet se upadal ta moment. Ampak ja, nova zgodba. Ja, tle me nekaj zanima. No? Kaj greš skozi takle projekte, ne? Pa vsaj v tem obsegu, ne? To delaš prvič. Ne? Kakšen je ta emocionalni proces? Ne? Verjetno na začetku totalno navdušenje, ampak eventualno verjetno pride do nekaj, ki se vklop nek občutek odgovornosti do investitorjev in do vsega. Ne? Verjetno pohranjenih problemov. Kako to? Kako s to? Jaz sem zelo pristal na Kostariki, prvič kot turista, ta drugič pa ta tretjič, pa zato, ker sva pobegnila od tega sveta, v smislu, tam je pa narava, pura vida, je njihova mantra, se pravi, čisto življenje, ki rečejo odkole, pura vida na zdravje, pura vida jedijo, pura vida živijo, vse je pura vida, mantra, ki jo skozi govorijo. In mi smo ta projekt zaštartali in jaz kot idejni vodja in pobudnik vsega sem rekel, fante, jaz imam tekočih projektov 30, Uroš, tih imaš verjeten še več, Jaka, Robi, pritiski so v službi, imamo doma, ta mora biti drugačen. Ta projekt mora biti pura vida. Imeti se moramo dobro, smejati se moramo, dobivati se enkrat na teden, piti pivo, pa ohraniti tole začetno navdušenje, točno to, kar si ti rekel. Ker tega kmalu ne bo več, ampak mi moramo ta projekt ohraniti tako. In tudi par investitorjev je kasneje rekel, ker imamo skupščine, da jih je tudi to prepričali. Ne? Da ni bil zdaj to biznis projekt, ne, veš, finance, se smo imeli vse, poslovni načrt, v nulo, vse. Ampak je bilo nekaj več. Ne? In to je to, in ja, umetnost je pa to ohraniti, ne. Blazna umetnost, ki pride v igro denar, pritiski, živčnost, časa ti zmanjkuje. In ja, nismo se skregali. Še vedno smo, trenja so bila in bodo. Tako da, ja, borbe z egoti, ja, veš, to je, mislim, ni lahko. Jaz sem več naredil, ker ti, če mene ne bilo tega, jaz sem pa to narisal, jaz sem pa denar zrihtal, veš, to so, ampak lej, to je rata, sem zato, ker smo mi štirje taki. Ne bi bilo dovolj, če bi bil jaz tak, vsi štirje, tako da... Ne, super zgodba, mogoče vredna filma, ne nekaj. Ja, z vsemi detajli, ki so mislili, to pa nimava časa, to je pa, mislim, zgodbice, pa malo morje. Kaj vse se zgodi, ko se loteš gradnje rezorta na Kostariki iz Ljubljane? No, še en zanimiv podatek. No. Kostarika, mislim, da je ena izmed 5 držav, ki je omenjena v dokumentarcu Blue Zones, ki govori o državah, ki imajo največ 100-letnikov. Ja. Tako da, evo, mogoče se vam splača tja preseliti. Ja. Da ste še najdalj časa živeli. Gašpar, zdaj pa greva midva na temo, zaradi katere sva danes tle. Kater film je najboljši vseh časov? Vem, da sem ti povzročil veliko težav zaradi tega vprašanja in si rekel celo, da je to najtežje vprašanje, ki ga lahko nekdo ti zastava. Ne? No, jaz sem ga ravno zaradi tega si danes tle. In jaz sem te prosil, če prepraviš top 10 in da prideva do najboljšega. In oder je tvoje, Gašpar. Ja, jaz sem pomislil na vprašanje tist, ki si v vrtcu ali pa prvi, drugi, ne v vrtcu, ne, ampak ti v osnovni šoli, kaj pa tvoja najljubši avto, najljubši, takoj bi odgovoril v osnovni šoli, takoj, brez. Zdaj pa imamo te analitični ja, sam, ta bi, iz kjerga vidika, iz kjerga časovega obdobja, mislim, to je, meni si povzročil res neverjetno veliko dela in ne morem. In tudi to, kar je zdaj tukaj napisano, sem si odprl, ker če ne bi tak, mislim, to je res težko, no. Ne vem, meni to v glavnem. Vse nas zanima, Gašpar, tako da začni. 12 jih imam, nisem mogel nazeti spravati. Ampak bom hiter, greva Gladiator. Številka 12. Rečemo, ok, ja,
jaz jih ne bi rangiral, ampak rečemo, da so. Okay. Nisem se pa trudil po rangiranju, bolj sem jih vsaj zožil iz vseh. Zakaj? Zato, ker pač bi enostavno mora biti tle. Ni, ne vem. Gladiator. Daniel Blake. Daleč od lestvice, top 100 IMDb ni. Je, ampak Ken Loach, britanski ustvarjalec filmov, meni absolutno eden najljubših. Ali pa We Missed You. Njegov film, v glavnem socialna drama, angleška produkcija, noro, kako on ustvarja filme in pa njegov vpliv, kaj ti filmi povzročajo, tako kot Adolescence, veš, serija, ki ni sam film, ampak sproži debato v družbi. Na podlagi njegovih filmov so se spreminjali zakonodaje v Angliji. To je zame noro. Dallas Buyers Club, Matthew McConaughey. Ja. Matthew McConaughey. Aha, zaradi njega. Zaradi njega. Okay, ki je bil toliko dober v tem filmu. V tem filmu in ker ga pa neverjetno občudujem kot igralca in knjigo njegovo si moš prebrati, ki mi jo je dal Blaž, naš soustanovitelj kluba, ki je bil pač Matthew McConaughey star 50 in pisal knjigo in je fenomenalna. Tako da Matthew McConaughey, kako je šel on iz tega pač nekega romantičnega komedije v enega najboljših igralcev, to je noro. Babel. Ja, to se tudi spomnim, ja. Babel. Tudi daleč od nekih lestvic, ampak zelo enostaven razlog. Gustava Santaolalla, muzika. Muzika v tem filmu, verjetno se Santaolaža je drugače. Santaolaža se zgovori. Ja, ker je, mislim, da je Argentinc on. Ja, Gustavo Santaolaža. Ok, super. No, evo. Po moje največkrat sem poslušal to filmsko glasbo, da se da je po moje, ok, razen še parih, ampak glasba. Lock, Stock and Two Smoking Barrels. Guy Ritchie enostavno zaradi pač občudovanja angleške produkcije spet pa tega žmohta. Pa naglasov pa to. To je pač London. Kako si se odločil med tem pa med Snatchom? Ja, težko. Pa še po Fight Club, ki sicer ni, ampak ne, Snatch, ja. Ampak ne vem, tam, ne vem zakaj. Čeprav Snatch, ja. 13. Ne, pač to je ta moment, no, Peaky Blinders, pač velik fan te estetike in tega. 2001 Space Odyssey. Če tudi samo za prvih 5 minut filma. Vse pol gre, enim všeč, enim ni, oditek to odpele, ne veš, kaj se dogaja. In to leta 68. Noro. Mislim, prve 3 minute filma je tišina. Tema. In gledaš, še se predvaja, se ne predvaja, una glasba te ubije, pa Zaratustra, pa mislim, Strauss, tist noro. Raging Bull. Mogel sem uvrstiti en boksarski film zaradi trenutne faze, v kateri sem. In ja, tam jih je tudi ogromen, ker ta tematika ni samo meni zanimiva, ne. Ampak je v zgodovini navdahnila že marsikoga in Robert De Niro mora biti prisoten, če govorim tle nekje in tle je on prisoten. Kakšen crazy igralec. A Cinderella Man si gledal? Ja, seveda, se je bil tudi, lahko podaljšam to listo. Ne, v redu, ampak ker si omenil Gladiatorja, ne, pa je Russell Crowe v obeh filmih. Ja, ok, ja. Nek gladiator to je tisto, mene je zaznamoval Gladiator, ker takrat sem bil glih tok star in glih pač, veš, in sem ga gledal in enostavno, zdaj ga ne bi, ampak Gašper Pavlik kot osebnost ga pa bo dal, ker ga je enkrat ful zaznamoval. Se mene tudi. Itak. Škaj je bilo tudi z Gladiatorjem? Ne vem, če ni bil to prvi film, ki sem ga gledal v Koloseju. In je bilo, takrat so bili te zvočni efekti, so bili nekaj novega v Koloseju. Ja. In je bil wow izkušnja. Raging Bull, Box, Scorsese, De Niro. Matrix. Matrica, jaz sem bil obseden, pač kupil sem si očala, taka, ki je imel neo, sončna, ampak to je bila revolucija takrat. Ideja, kaj, a veš, ti si bil pa res tako, wow, kam so šli pa te zdaj? Kakšen je pa to film? Čist je bil. Se je že pojavil tele na lestvice. Ja. Evo, to pa, zdaj smo že kaj, top 3, če to mora biti zaporedje. La Vita je Bella. A to je Roberto Benigni, ne? Benigni,
čustva, življenje. Jaz sem zelo, zelo čustven človek in tudi ustvarjanje, kar se tiče kreativnosti, vse to, kar smo prej govorili, meni je pač to najbolj pomembna stvar. Ok, storytelling, vse more biti, ampak ti moraš, ne, in ta italijanska kultura, glasba, hrana, ta spet čustveni del, neverjeten film in ja, sem tudi velik fan italijanske kulture, tako da mora biti tukaj. La vita je bella. Okay. Pa tudi fajn je, če bi to obdržali pol v življenju, ne. Pogledaš film in tako, sam res življenje je res lepo. Sam pa pozabiš, ne, pa ko šel v službo, pa priješ dan, pa je konc, pa ni več lepo, ne. Tako da to moramo... Ja, se mora biti tudi odtenki, ne? A veš, ne znaš ceniti dobrega, če ni tudi kaj slabega, ne? Ja, se strinjam. Kako je že tisto, mislim, da je arabski pregovor, če bi bil skozi sonce, bi bila puščava, ali nekaj v tem smislu, no? Mislim, če imaš skozi sonce, da je puščava. Ja. Tako. Ampak. Ja. Jaz sem študiral v Londonu in je prišel prijatelj iz Havajev, ki je prej študiral na Havajih. London, Sivina, Havaji, sonce. Ja. In je bilo tako, kako je to tam? In je rekel, ja, en let si pa rata pač dolg čas. Veš, ni moraš vsak dan gledati lepo, ne? Mi imamo 4-letne čase. To je noro, ja. Kar imamo v Sloveniji. To je noro. Kašen cikl, sam čakaš, da bo pomlad in te raznese. Kako to raznesel, če bi bila skozi pomlad? Tako. 40 pomladi zapored, kaj? In samo veš, to ne bi bilo. Ne bi te razganjali in tako naprej. Tako da se strinjam, absolutno. Ja, drugo mesto, The Good, The Bad and The Ugly. Sergio Leone, pa Morricone, muzika. Tle, po moje, povezano, zakaj jaz bi to dal tako visoko, je, ker to se upada z po mojo začetno fascinacijo s filmi, ki se je začela dogajati v Londonu. Kupoval sem DVD-je, pol denarja, že tako ga nisem imel, sem zapravil za DVD-je, ki sem jih pol po eni škatli domov spravil. Mislim, kaj čem danes s temi DVD-ji, koliko je šlo to enega denarja, grozen. In ta trilogija, muzejski primerek. In ta trilogija, ki sem imel tam v uni sobi, veliki 5 kvadratov, te 3 DVD-ji, to je bilo, mislim, noro. In kako je lahko, mislim, kako lahko Italijani naredijo najboljše westerne. To mi je tako fascinantno. Kako lahko Karl May v zaporu v nemškem piše o Indijancih, kako se je una stopinja poznala. A veš, tako, meni je to bilo noro. No? Ampak ta estetika spet, pa muzika, sem pač enostavno bil fasciniran nad temi kadri, dolgimi pa obraz. Ja, pa spet muzika, ne? Tlele je kar nekaj tazga, ja, mislim, Morricone, vse vemo. To se včasih sem se igral s tem, zdaj to naredil, da zamenjaš muziko. Ne, a v filmu? To moraš enkrat narediti, ja. To moraš, mislim, a veš, da daš na mute, pa daš pol, ne vem, na neke totalne thrillerje, daš neko klasiko, ali pa kontra, veš, na neke ful lepe, daš neko scary muziko. In je tako, a veš, ti imaš tam romantično komedijo, vse štima, daš na mute, daš muziko iz enega thrillerja. In se spremeni film. Očo, kva bo zdaj on naredil? Ista zgodba, ista scena, ista igra, vse ista. Muzika, noro. A zdaj smo prišli do najboljšega filma. Ja, če že moram, ampak to disclaimer je, da mi roko zvijaš, da moram izpostaviti tega enega. Pač Boter, Godfather. Okay. Kaj hotel si še nek suspense stvar? Ne rabaš reči, da je najboljši vseh čas. Vse ne bom rekel. Ja. Jaz sem jih naštel mojih 12. Ok, ja. Evo, čisto. Mogoče, da so si malo stopnjevali. Predvsem na začetku tisti so pač imaš nekaj zapovedati, tle pa ni več toliko zapovedati, ker enostavno, kot sem rekel, za The Good, The Bad and The Ugly, pač Boter, no. Ne vem, a si ti videl slučajno Robert De Niro pa Al Pacino
Irishman. Ne, itak filmi, tudi tega, da joj. Moncler, reklama, črno-bela. Ne, nisem videl. Ne. Pač koliko sta ona dva zdaj, 80 Ja, plus. Ne? Ja, nekaj tazga. Ja. In je, ne vem, zdaj, ki so te reklame, ki niso samo reklame, ampak je zgodbica. Ona dva sta, kako je že tagline je Warmer Together. Mislim, ker Moncler je ta brand za zimsko oblačila, ne vune. Črno-bela, ona dva se takole za mizo usedeva, kam midva. In si takole roke data. In se takole primeta za roke za obe. In pa kamera kaže une zgubane roke in pa ga vpraša, in kako skaj? Greš ti Al Pacino, Robert De Niro in ona dva sta, dejansko sta prijatelja, ne? Ker jih spremljam, ker je totalno fan. In ja, tam sta v Botru, piše ta zgodovino igre in tak. Glej. Kaj pa Botar 1 ali Botar 2? Je kdaj kjerakoli sekvenca boljša od enke? Tako je. Načeloma ne, ampak sem že slišal, da pri Botru je pa drugače. Sem že slišal tak odgovor. Ne, da je tako. Ne, se imaš prav. Ampak, ni trivialno vprašanje. Sploh ne. Pa sej, jaz v bistvu, kadar takole kakšen tak primer dam, ne. Jaz, ki omenjam film, ki zajema recimo 3 dele, mislim vse skupaj. Tako. Jaz sem mislil vse skupaj. Mogoče tle isto. Okay. Pride noter pa še valjda se pravi, sorry. Marlon Brando je najprej, pol pride pa noter še Robert De Niro. Pa, ja. Tako da v resnici je dvojka. Ne? Mislim, če bi se mogel odločiti, ker glih to, ker sem prej film, začel... ki ga gledaš v življenju. Kaj? Kjer bi bil? Enka, dvojka? Dvojka. Okay. Ne vem, če se zavedaš, ampak ravno kar si povedal, kjer film je najboljši vseh časov. Daj še to mi povej, zakaj je Botar najboljši? Zdaj sem prej skozi zgodbico povedal, zaradi njiju, tako da zato mora biti tudi dvojka. Jaz ti ne znam opisati to z drugim kot s čustvi. Mislim, dialog, fotografija, zgodba, ampak mogoče tudi fascinacija nad tem, a je on good guy ali bad guy. Tema mafije, ne? Ja, v bistvu je bad guy, ne? Samo ti navijaš za njega, ne? Na koncu koncev. Pa itak je good guy, ne? Se pomaga ljudem, ne? Ja. A veš, ne, Robin Hood, mislim, kaj, unim vzema pa daje unim, ki pridejo do njega. A veš, ga prosi, on daje, ni da si on kupuje zdaj jahte, pa. A veš, to je, mislim, pa ne bi smel, ne? Se ubija ljudi. Tako. Kaj se ni, tle je kat. Ja. Ampak, a veš, te kar potegne, ne? Ja. Ta, spet Italija, ne? Spet ta družina, familija, mafija v tem primeru, ampak ta, v bistvu je veliko italijanskega, ne, tako v tem, kar sem zdaj povedal. Gašper, imava še zadnji segment, to je segment hitrih vprašanj. Okay. Tukaj je zastavljeno vprašanje, tvoje odgovori naj bojo tam največ 2 stavka. Okay? Najprej imava taki lightning round vprašanja, pa malo bolj opisna. Film ali serija? Film. Minimalizem. A je stavka ali sam besed? Ne, v redu. Minimalizem ali spektakel? Minimalizem se nagibam, ampak bom pač rekel na glas. Minimalizem, predvsem vizualen človek sem, tako da minimalizem. Okay. Kaj je bolj impresivno? A to, kar dela Luka Dončić ali to, kar dela Tadej Pogačar? Ni vprašanje, kdo je boljši. Ja, kaj je bolj impresivno? Dobro vprašanje, kaj je bolj impresivno? Mislim, bolj me impresionira
Luka Dončić, ampak kaj je bolj impresivno, postaneš najboljši kolesar vseh časov, Tadej Pogačar. Okay. Kaj bo čez 10 let najbolj cenjena veščina režiserja? Čustva, v smislu jih zajet, kar bo definitivno lažje v dokumentarističnem slogu, v smislu prave zgodbe. Ne prave zgodbe, zgodbe, real life zgodbe prikazati. Okay. In še zadnje vprašanje, Gašpar. Če bi imel popolnoma proste roke in neomejen budžet, sanjski projekt, kakšen film bi naredil? Težko se odlepim od te vloge, ki sem zdajle, najboljši boksarski film vseh časov. Ok. Gašpar, hvala ti za tvoj obisk, za tole epizodo. Gledalci in poslušalci, se vidimo naslednji teden. Hvala, Martin. Se vidimo na naslednji delavnici. Čin.